Dober dan, lep pozdrav, dobrodošli v novem tednu. Čim sem zmedena z dnevi, ker pozabila, da je ponedeljek. Ja, malo dežja je bilo, ampak ne dovolj. Pole so parat, tako da mi je spet povroče. No, zjutraj sem delala, zdaj pa posodo pomimam, pa peril, pa take stvari. Pol bova pa naredila večerico, pa kakšen film po moje pogledala. Ribica, ki jo bova zdaj jedla. Pa se je olil do precej. Lep pozdravček. Kakor vemo, je par dni nazaj naša igralka Milena Zupančič umrla, tako da sem kupila njeno monografijo. Že ko je šla, sem jo pogledala, ampak nisem več izih, pa zdaj sem jo definitivno vzela. Vsem mi všeč fotografije, tekst, pač vse mi je všeč. 15 evrov, to je zelo ugodna. Sem pogledala na Mladinski strani, tako povsod zadnji kosi. Itak standardno je. Tako da, jej. Zdaj moram samo do GLS-a skočiti, paket odnesti, pa bom pa jedla, pa gledala YouTube. Ja, pa itak sem tle že posodo pomila, peril, tako da. Lep pozdrav. Jaz sem pa prepričana, da sem zjutraj vlogala. Pa se vozim v službo in tako pomislim, sploh vlogala nisem. V glavnem, prebrala sem knjigo Paula Giordana Človeško telo. Najprej mi tako ni potegnila, sem pol zato, ker je pač on, sem hotela nadaljevati in šele pol tam 120, 130 stran, da mi je postalo všeč. Se pravi, vojaki grejo v Afganistan, so pač v taborišču, vsak ima svojo zgodbo. V bistvu je bila knjiga o odnosih, pa kako se tako, se pravi, odnosi, nasplošno odnosi z družinami, in potem kakšne odločitve, ki sprejemajo, tako zanimiva je, no. Nisem sploh si znala predstavljati, če bo tako zanimiva, no. 3 zvezdice, ni mi bila pa wow, kaj eno prej, kar sem prebrala. Da se pa ne moram spomniti, katero sem prebrala, pa mi je bila una ful boljša, ne, recimo napram tej. Čisto. Zdaj bom pa eno marco malo spucala, pa stvari nekaj dodala, pa še posodo malo zaprati in to je to. Pa dobro. Tada, nekaj se le vidi. Tle pa res redko, da jaz pucam, ker niti ne uporabljam. Tle imam samo tako pinceto, nek brivnik, pa te medzobne ščetke, v bistvu pač ko rabim, samo dam ven dejansko. Perfetto. In še nekaj sem našla za smeti. To je to. Kakorkoli redno, ne vem, pospravljam, sproti res mečem stvari, ki ne vem, ki jih ne uporabljam, karkoli. Pa se še kar nekaj najde, tako noro. Pa jaz sploh ne kupujem več novih stvari. Ne vem. Še nekaj. Tole vrečko imam po moje, tako sem prepričana, že vsaj 10 let. In tukaj spravljam ostale vrečke, ki jih potem uporabljam kot smeti. No in zdaj imam seveda tle eno vrečko, pa tole, pa imam tako lut, ki
Jaz unih pravih vrečk za smeti nisem kupila že leta in leta. Tako da sem se odločila, da bom zdaj tole porabila za druge smeti, ponavadi imam to v kopalnici, ker je že tako res boga vrečka. In bom zdaj dala to, ker tudi ima tako boga noter umazana. Koliko je to noro, res, če sem napravno, jaz sem to že vsaj 10 let stari. Voilà. Lep pozdravček. Koliko sem spet zašvicala. Vmes se Ljubljani celo ulil, pa ki so paran za popel. Skočila sem v DM in Miller, zato ker DM nima vseh stvari, pa moram povedati še Millerja. V glavnem, najprej pokažem iz DM-a. Tele za WC, ceneje, če kupaš posamezno. Sem tok. Robčki, vložki, ležilni robčki, to se tudi pripravljam za pot, ne? Še ene tele za WC. Pena za obraz. To je to, potem v Millerju sem vzela tole. Tele medzobne ščetke, se uporabljam 2 vrsti. Omega 3, tale Omega 3 mi je najboljši. Moram počakati, če je kakšna akcija, da malo več jih vzamem. In pa Drinkica 2, tale zame, ta bo za dragega. Pa sem še Mercatorja skočila. Vzela sem tole šunkico, tale Kinder Pingui cheesecake, malina cheesecake, full dober, pač bo mi všeč. Najboljši od vseh. In pa Oreo sandwich sladoled. Tolem kar zdaj. Ja, zdaj sem klima prižgala, tako da se moram razhladiti. Ok, ker pri nama nikoli ne gre nič po planu, tudi tale dopust očitno ne. Ne vem, kaj bo. Prvo, najprej bi plan, da greva v Grčijo, ampak so požari, potem nekaj z avtom. Zdaj plan pač Bosna pa Črna Gora, oziroma Črna Gora in Bosna, tako da samo to bom rekla. Pa mogoče bo še dragi prej v Bosno, ne zamorala na bus. V glavnem se moram že zdaj spakirati, ker je še delam za to. Tle sem prinesla te toaletne torbe, kufer in tole shopping vrečka za na plažo, za večerico, ki je bolj fancy. Tole bo moja vsakodnevna. Še stroj dela, tako da če se bo kaj stišal, se veš. Se pravi, tam ene 2 tedna bova odsotna. Ampak ker se vemo, kako je z mojim pakiranjem, ja, me kar skrbi. Samo zdaj mora biti malo brutalna in ne smem preveč vzeti. Vse to je zdaj spet fora, da ne vem, kaj ne vzamem. Navadne majice. In že se mi je na živce. V bistvu meni je pakiranje kar malo naporno ratalo. Zato, ker pretiravam, ja, se vem. Tako da bom to zdaj kar posnela off kamere, pa bom pol malo pokazala. Ok, se pravi, tle imamo oblekce, majčke, dolgi rokavi, kopalke, kratke hlače, trenirkica. Tle imam spodnje perilo, ki ga seveda ne rabiš videti. In zdaj še nekako te torbe dam. Koš. Gremo spakirati še malo make-upa, pa kozmetiko. Tole moje. Zdaj sem kar nekaj stvari nabavila čist za rezervo. Tako da ja,
tole bom vse vzela, ker mi bo itak une pene mi bo zmanjkalo. Se pravi, pena za obraz, robčki, če mi bo oni zmanjkalo, bi mogoče fajn imeti eno torbici, ker to je fora, to je poanta. Dobre, eni vložki, kar vsi tili robčki, omega 3, ja tudi. Britvice bom še, tole bom rabila. Ja, tle imam par vložkov, ki bom pustila, ker bo moja lih menstra prišla. Prazne vrečke za smeti, to zmer nujno rabim. V bistvu sem se pa tako odločila, da bom sproti recimo spodnje perilo prala, ker tudi to gad nimam. Viška deodorant, še bi slučajno zmanjkalo, pa tudi pasto bom viška vzela za vsak slučaj. Gel za tuširanje. Zdaj pa ne vem, čem to je med sabo, ker na letalo po vsej možnosti ne bova šla. Bom vzela za vsak slučaj. Nitka za zobe bom vzela, ker če mi zmanjka, ne bo dobro. Še malo pospravim tlele sproti. Jo, meni je kar slabo res, ampak saj sem ženska, rabim te stvari, kaj ne? Zdaj, če bom šla na bus, bom pač nekatere stvari tako morala imeti s sabo, ker vsega pa ne moram spakirati, ne? Se vem, da bom pol jokala, da sem čist premalo stvari vzela. Ampak ne, bom pa si sprot prala. V bistvu bo zame to kar dobro. Še ene dolge hlače sem dodala, pa tole toplo, pa v bistvu bom še nekaj dodala si. Pač moram zmeriti tople stvari. Se pravi, tlele imam zdaj make-up. Čisto sem nekaj namešala, zdaj trenutno sicer tole uporabljam. Tole sem, tole ta vrhno za gor za senčke, ampak vseeno bom kar dala not, imam tam še eno. Se pravi, make-up, ki ga pa zdaj uporabljam, bom pustila pa dejansko ostalo. Samo to sem lahko v bistvu dala. To je za brvi, ki še nisem uporabljala. Tole so senčka, tole so tudi, ki mi je Verona prinesla. Tako da dejansko sem skoraj cel svoj make-up vzela na tako. 2 maskari, ki jih še imam za vsak slučaj. Tole pa ne bo v redu. Pa tele par barvic imam še tle, če mi bo zmanjkalo, pa za rezervo kar 2 tedna. Pač se nikoli ne ve, sem moram da to drugo. Sej, kaj ne rečem. Tle sem pa že vzela, tam moram še nekaj vzeti, elastike, ščitnike perila, pa tam bom še vzela. Tle imam še kremo za sončenje, ta je praktično nova, imam še tam eno odprto. Robčki z intimno nego, flajštri za vsak slučaj, palčke za uhlčke. Moram sam še kaj toplega dodati si izobleč. Ja, no ne. Saj veš, da to meni niti malo ni podobno. To je zdaj dejansko en kuper. Ja, še tole. To moram pa dati tako, da se ne bo odprl. Ja, zdaj mi bo pa zmanjkalo toaletnih torbic. What? Ja, tam imam še eno torbico, ki bi jo vzela, res. Super. Dragi bo tako ponosen name. Nakit. Pa tako dobro mi je šlo. To pa je zdaj malček problem. Ker pri meni sam en prsten na roki, ampak jih je milijon. Se pravi, sem vsak dan 5 prstanov. Pa zapestnica, verižica, uhančki. No pa v one škatle, ne škatle, v one za kremo spakirala, ja. Ja, no, sej. Drugega mi ne preostane, kaj pa če še nek polovrček ono najdati. Ta je najbolj zabaven, ne se pozabila. Knjige! Ja, to bom pa... Moram jih zaščititi.
Oj. To je problem, ker ne greva skupaj, no. Toliko sem anksiozna, da ne znam opisati. Tle sem zdaj par zapesnic seštela, da jih preštejem. Ne naštela, pripravila. 9. Pa jih bom dala sem. Sem še 2 našla, ja, te tam mehne. Sem. Tle imam nekaj uhanov. Če bom tudi, sigurno bom veliko brez šminke, ne. Ja, pa tudi take malo manjše uhančke vzeti. Bi pa tudi kakšne vzela, ki jih nisem recimo dolgo nosila. Čeprav načeloma se trudim, da jih kar dosti nosim. Ja, no, takole izgleda. Blagor sem enkrat določvala. Ja, zdaj prstanov pa sploh. Ne, prstane bom pa imela s sabo, zato ker dejansko jih nimam veliko, mislim, da jih imam veliko, ampak še zmeraj se mi zdi, da pol kar nosim, da se hitro obračajo, zato ker jih nimam več toliko, kakor sem jih imela včasih in ja, in pa po moje zmanjka, če bom dala samo vse. Tako. Okej. Recimo, da je to. Če čevlje moram spakirati v neko vrečko, pa knjige. Pa ne vem, bo to za zdaj. Zdaj sem se odločila, da bom uporabila še tale mehen kovček, kamor bom dala knjige. Zdaj imam tukaj, mislim, na 9 knjig. Vzela jih bom, ne vem čisto točen, ampak malo več kot za 14 dni bi vzela, za vsak slučaj, če mi kakšna ne bo všeč. Ker se veš, rezerva knjig moram imeti, zato ker ne bi jih kupovala. Tako da ja, dala bom knjige v ta kufer, pa čevlje. Oziroma pa, če bodo še kakšne malenkosti, tako da je res v 2 kufrih vse, ne rabi biti v nobenih vrečkah in to je to. Tako da jaz mislim, da bo to super. Zdaj imam tle že 14 knjig in tlele se lepo premikajo stvari, tako da lahko malo premaknem, pospravim. Oh my lord. To bo spet izgleda lepo. Ker zdaj vmes se mi je malček razmetal. Preveč. Jaz zdaj kar dajem malo nora Odiseja. Okej, zdaj imam ful. 16. To zdaj po moje preveč, ampak bolj preveč, kot premalo. Pol, kar se čevljev tiče, bom spakirala tele, pa tele. Potem bom imela še ene natikače, pa še ene superge, sigurno. Pa bo moje, to v bistvu no, sej, to drugega nimam, štiklov itak ne bom nosila. Tako da ja, no, ostalo bom po moje, jaz pa morala s sabo vzeti. A ja, pa še kopalke moram probati, pa se odločiti, katere bom vzela, točno. Ene sicer imam, ampak imam še tle ene 3, me se zdi. Tako da ja, evo, pa se je vlil. Dobro jutro. Evo, pa je dežval, koliko se zagre, končno. Tako da zdaj prijetno sveže. Si ne dam kofe. Pa knjigo bom brala, pa se pa z Julčko dobim. Končno. Gremo nekaj pojesti, pa grem pa delati popoldne. Okej, ready sem. Zdaj ti ne vem, tle mi deluje ful soparen. Mogoče zun malce hladnej. Imam za vsak slučaj srajco z dolgimi rokavi. In jaz gremo se dobiti z Julčko. Evo me, z Julčko! Sva v mojih štruklih in imala čufle s pirekom pirjem. Njame! A v Črni Gori ste pa že bila? Zdaj sva pa bila. A pa na Opico.
Koga vidiš tle? Vidiš plečnika ali vidiš opico? To je plečnik. Jaz mislim, da je. Ok, plečnik je tole. Tako da tole ni na ključi, ali pa tavčar. Ali pa Kot je prej tavčarja. Ja, tavčar, ali ni, kako da imaš pegle. Oziroma, mogoče sam jamice. Dobrodošli v Džubal Džani, kjer je polno turistov. Pa mi dve. Več od tega. Ja, da je. Jaz se zdravim. Pa ti imaš rastlinsko mleko, ne? Ja, jaz imam kokosovo, Sve navadno. a hladno z ledom. Okay. A ja, to že snijam. Kaj smo naredila? Ne vem. Sam nisem vedela, da že snijam. Vroče. Res? Čakaj, zmešama, ne? Ja, je najboljše. Še nikoli ni bilo dobro brez dodatkov. Kurva je vroče. A res je vroče? Ja, boš čak samo. To smo ga že pip. Ja ne znam te funkcije. Ne vem, kje je. Ah ne, pri nas se preglija. Ja. Kakšna si? Ja, zdaj pa grda, ja. Res naredila nekaj. Dobro. Ma ne vem. Pa ceni ne že narobe, je sigurno dobro. Kaj še vedno ne vem, a jaz sem. A ja, če si Da, zamačal. probiš. A lahko, gled. Ja, lahko. Zdaj bo si tam hladna. Ja, v redu je. Sej je, ja, sam jaz ne vem, če Z sem navadnim ustvarjena za mlekom je to. boljše, po mojem. No. Pa meni koliko drugače redu, samo. Ja. Dobra je, hladna je, mentiš. Ne boš mažal. Če bi malo preveč piti, ne vem, pač meni te sladke stvari so. A ja. Joj, zdaj pa zdaj mrzla. A bi naj mrzlo je? Julčka, tudi prljazna bi šla polit. Ale. Ojo. Mogoče ne bi mogla, ne bi smela toliko zmešati, ne. Ja, mogoč. I don't know. A boš ti? Še? Ja, voda bom se pozdala. Ti dam? A potem mi enega sledeš, ja. Ti pa toplo maso, pa si pa ledno daje. Žena sem pol. Hvala. Hvala. Ja, v redu je. Ali si jo nisi zmešala? Nočem preveč, Ja, zelo tako rada. Tako malo jemljem. Mi dve in milijon turistov. Ja, saj res veliko ljudi. Bonsoir! Danes, ko sva bi z Julijo, sva skočili v Felixa, ki se je vmes tokulil. In sem kupila tole knjigo. Knjiga upanja, priročnik za preživetje v časih preizkušnje. Jane Goodall. Se jo vsi poznamo po teh šimpanzih v Afriki. Tako da, ta je bila 20 €. A ja, pa še tole sem vzela za nečakinjo, ko imela rojsten dan. Moram še ceno dol. Pa so pa skočili v mladinsko knjigo, ki je skoraj tako zraven. Pa si tudi fululil. Lepa misel zadarila. Da vidim, kaj je. Znanje je super moč, ki ti je nihče ne more vzeti. Uporabi ga za dobre stvari. Tole, takoj, ko sem videla, njihov krik je moj glas, poezija iz Gaze. Sam pograbila sem, pogledala sem še ceno, ta je 14 €. Založba ZRC. Tako da ja, to po moje kar težko branje, ampak pomembno. Dobro jutro, evo, dragi štartu proti Bosni. Jaz sem pa tle še par drobnarij spakirala. Kofe so že spila in sem kofi aparat poslala z njim, tako da. Tle sem še par malenkosti našla, ki bi jih rada vzela. Pa peri uperem, pa si bom pa še zajtrk naredila. Pa tako. Pa malo pospravila, pa tako. Porabila kaj iz hladilnika. Tlele imam čudovit brokoli, tako da bom zdaj naredila juhico.
in jo bom imela za jutr ali pa za par dni. Pač kakorkoli bo. Kjer cutiko. Sem jih brokolijevo juhico jedla, ampak je ful pekoča. Preveč sem vni začimicala. Pa dežuje. Zdaj se mi zdi pa, da imam razlo. Nikoli ni prav, se vem, nikoli ni prav. Lep pozdravček. Mene dosti imam razlo. Našla sem tole Starbucksa pistacijo, ki si Anja napisala, da ti ful všeč, tako da me ful zanima. Če mi pač ne bo všeč, mi pač ne bo. Pa kaj bol. Je pa tole sem našla v eni knjigobežnici od Lada Kralja. Treba se odločiti. Mislim, da imam celo nek screenshot, da sem hotela to prebrati. Tako da bomo videli. V glavnem, ful dobro, no. Ful mi je tudi všeč knjiga. Jo, kako imam zmer toliko stvari v torbi. Nič. Danes sem se toliko nadelala, da bo res pasal se spočit, zdajle pa jutr. Tako da ja, nič. Ja, se zdaj bom gledala kaj in to je to. Dobro jutro. Ma se že še zalimena. Sledilnika sem vzela tole kavico. Sem hotela iti dol do kafiča, pač vzeti kavo tako vse. Sem še zalimena in se mi nič ne da. Tako, ne moram še hoditi. Če sem brala tole knjigo od Romane Berni, Ljubezen s tujcem. Tako mami je bila, govori o Tari, ki iz Ljubljane gre delati v London, najprej kot varuška in nestrpno pričakujejo Gordona, se pravi sina pač od te familije, kjer dela. Na začetku se zaljubi v njega, potem se izkaže, da je model totalen kreten in jo tudi hoče posiliti, skoraj, ne. Zraven je bil pa še njegov kolega Lukas, napusti to delo varuške, ful hitro najde drug job, drugo službo, tako ful dobro, a ne, tudi sobico pa to, pač preko zvez. Potem po nekem naključju, kakorkoli sreča tega Lukasa, ki je bil takrat z unim kretenom, in ona čisto ogorčena, ampak nekako s časom sta skupaj v zvezi, ker tudi ona dela v njegovem podjetju, spletno naključje. Jaz sem pa pol, knjiga mi je bila dejansko tako dobra, ker sem naskozi v pričakovanju, oh my god, kaj bo zdaj, kaj bo zdaj. Model je pač posesiven, itak razvajen, mulo, bogataš, ni pač ta čista normalna zveza. Ja, on se malo poboljša, kakorkoli, po enem letu pač, ko ne poteče ta viza ali kakorkoli, oziroma kakor bi pač načrto bo ostala v Londonu, se vrne nazaj. On čisto ritem brez nje, pride v Slovenijo, v Ljubljano, ja, obnovita svojo vezo in v bistvu konec je bil tak, da pač se je vredno potruditi, karkoli že bo, oziroma kjerkoli že bosta v Londonu, v Ljubljani. Na momente malce podcukrana, pa tako, tak, ne bom rekla otročji stil pisanja, se sploh ne znam pisati, še nikoli nisem brala take knjige, vsaj mogoče ne ful dolg časa, pa sem kar malo, bila mi je zanimiva v tem smislu, da sem dejansko čisto odpadla, ko sem jo brala. In ja mi verjameš, da nisem tako skoraj nikogar slišala okoli, ko so se pogovarjali na busu, kar veš, da je v meni redko, a ne. Se pravi, da je bila dobra, ampak tako kot celota, ne vem sploh, koliko ne ocenam. Zdaj, če bi me vprašal, a priporočaš, bi rekla ne. Mogoče pa bi bila še zmer komu pač ful dobra, ne. Pa iz leta 2011. Zdaj ne, koliko ne ocenim, tako res ne vem. Med 2 in 3 zvezdicama sem. 3 zvezdice ali zato, ker mi je bila toliko dobra, ampak pol 2 zvezdice za tako celotno zgodbo, ker ni pač moj stil pisanja. Mogoče 1,5. Zdaj bom pa začela z eno zelo znano. Zdaj reči lahko noč. Zdaj me pa že kar tole odpreta, ne, če sem že tle. Ne vem, kam ne se postavim, da ni toliko temno. Summer Escape Limited Edition Pistachio Flavor. Hints of pistachio. Ja, ka pa greš gleda sestavine,
pa dejansko ne piše pistacija, piše naravna aroma. Tako v sestavinah je ni. Ful mi je všeč embalaža. Jaz sem sucker za lepo embalažo. Sicer ja, no, nisem njih nadušena nad Starbucksovo kavo, nikoli bila, ampak moram to probati, ne? Če je Anja že omenila, tako da. Čin! Ima preveč pistacije. Wow. Kar, pa bolj ta slana pistacija, kateri jaz fenice nisem le sladko. Zanimivo, ni slabo. Ni slabo, Anja, razumem. Sem sovražam tele slance, moram. Se bom odprla. Žal mi je, ampak ne moram tole res. Vem, da so papirnate slance boljše za okolje, ampak praktične so pa malček manj. To mi je še boljša. Oh my god. To me pa spominja na neke pudinge. Jaz sem včasih ful probavala pudinge iz Leclerca in so imeli tako svašta, tudi pistacijo, ko še ni bila trend in mi je bila pač ful dobra. Zato sem jaz uljubila pistacijo, v sladicah samo mora biti pa sladka, ja. In tam je tako malo spominja na to. Cool, ni slabo. Ocena 8/10. Ne se bom pa brala knjigo. Tale Starbucks mi je še zmer ful sladka, ker jaz itak kave ne sladkam. Tako da bom vsem skočila do kafiča po kavico. Sem se zdaj malček zbudila. Grem jem paket oddati pa pol še spotoma po kafe. Evo, pa sem opravila. V bistvu sem se pa spomnila, da imam tam bližji en kafič. Koliko je dobra kava, stari, čin. Res, to so pa take stvari, ki začneš ceniti, ko nimaš pred nosom, ko se nam zdijo samoumevne, pa v bistvu niso. O moj bog, ko sem žena. V bistvu me je ful lepo servirala na takem ovalnem pladenčku. Najprej dala kofe, pa bi pa še mali krožniček zraven, pa bi pokrovček, pa palčka, pa pol tam poleg sladkor, pa piškotek, no. Tako ful dober, kaj taskega še nisem videla. Dobra ideja. Zdaj moram pa en film najdeti, ki je posnet po knjigi, ne bom še povedala. V zunaj niti ni hladno, imam oblečene kratke hlače, pa mi je bilo najprej tako malo mrzlo, ampak itak, jaz tako hitro zašvicam, da sem se čisto spotila, tako da. Tole je moj zajtrk, oziroma brunch, ker je 20:12, se pravi brokolijeva juhica in pa toastek, sirček, pa šunkica, pa origano sem tu dala. Njama. Ok, zdaj pa ta segment, katere izdelke sem porabila v mesecu, ker me pač na začetku septembra ne bo, ker prideva šele drug teden v septembru, sem se odločila, da bom to zdaj pokazala, zato ker pol se mi zdi, da bo že ful pozen, ne vem, pa tudi rada bi to pokazala, pa pol se ločila dala smeti. Tako da ti pokažem, kaj sem porabila zdaj. V bistvu do konca meseca je samo še en teden, tako da kakšna stvar bom še sigurno porabila, ali pa tudi ne. Kakšen šampon mogoče, ja, sigurno. Ampak to bom pol magar sprot pokazala, pol naprej pa normalno vsak mesec, ne. Tle sem si seveda pisala. 2 dišavi za veš, koliko sem porabila. To mi pa sploh ni jasen. Tako, what? Ojke dojke. Bom šla kar po vrsti, koliko bom napisala. Teli robčki, ki sem to kupila. Hofer. Tole se mi pa zdi, da sem porabila takole. 56 kosov. Tale maska za obraz, ki v bistvu zdaj na zadnje mi je delala malo probleme, ne, sem jo težko spravila gor, ampak drugač mi je pa ok, zdaj ka vem, kako si jo pravilno uporabila. To je ta zjaja, whatever, maska za pod oči, ampak potem sem opazila, da me srbi pod očmi in sem jo nehala uporabljati in sem pa uporabljala za noge, pa roke, ker v bistvu tako,
do suho kožo pol, tako vse polet zdaj opažam, da me pol kar malo zateguje, ker res si ful ne mažem telesa, ful ne maram tega, ne, losjone pa to isto ful ne uporabljam. Ampak pol sem pač izkoristila in sem jo pa tudi dejansko končno hit uporabila. Tale magnezij z elektroliti od Medexa, tole mi ni bilo všeč, okus mi ni bil všeč in sem kar mal trpela, ampak dobro, porabila končno. Potem pa še tale šumeč magnezij, sicer 200 mg, tako da dvomim, da je ta tako dober, ker uč mi je pa še kar razum, ampak zdaj pa nehal, zdaj enega drugega uporabljam. Sem, mi tudi ni toliko okus všeč. Ja, imela sem eno tako mehno Natur dišavico pač za prostor, ker sem jo uporabljala v WC-ju. Ampak je ne najdem. Zdaj, ena teorija je, da je šla mogoče vzad za štedilnik, ampak mislim, da je to nemogoče, zato ker tle so rešetke, tako da mislim, da ni. Po moje sem jo po nesreč vrgla v embalažo. Po moje, zato ker pol nisem šla nič pregledati, tako da to je ena teorija, ampak sej. Krema za roke, tale mala, ki sem itak odrezala pa to, sem jo pa nucala, ta je všeč, ful diši, češnja. Aha, potem imamo tle še eno kremo, jaz dosti teh krem nucam. Purol, ta mi je bila pa za noč. Tako lepo se maže, gre tako gladko, ampak potem imaš pa občutek, da imaš umazane roke. A veš, ko si kauno, kako mi čakaš, da si roke miješ, in to pa za kremo za roke ni normalno. Pa tudi skozi sem se morala mazati, tako da dvomim, da je jih kaj učinkovita. Tako da tele nikoli več, moram se zapomniti, nikoli več. Krema za obraz, CeraVe, ki sem zdaj itak že na drugi, tale mi je dobra in mogoče mi celo zaradi te kreme, da imam tako lepo kožo, lepšo, kakor sem imela, mogoče to. Pa ta ima tudi SPF, kar je zdaj res nujno. Res, če je ena stvar, ko uporabljaš, uporablji za obraz. To je zdaj tudi jaz, sem prvi začela uporabljati kremo z SPF-om. Vlažilni robčki, nič posebnega, šampon za tuširanje. Diši, ja, tako svežilen. Gre za roke, ker tehnično ga še imam tam not, ampak ga bom tudi malo porabljala tako. Omega 3, tega pač imam nalej. In imam mehčal za perilo, ki je tako malo večji, no. To je to za zdaj, da preštejem. 10 embalažic in pa 2 kartona. Zanimiv, ne? Ja, spet je toplo, ampak vse cool. Ne bom se pritoževala, zato ker bi rada, da je toplo, dokler bova še na dopustu. Sicer ta prehod, meni je vsak let ta prehod iz poletja na jesen najtežji, najhujši. Pol jesen, zima, pa itak gre, pomlad mi je najlepša. Ampak ne bo še zdaj poletje, sicer gledala sem dol v Bosni, bo tudi do 37 stopinj. Ampak kar nekaj žge, dokler sem še na poletju, na dopustu, my god. Nekaj žge, poleg tega bova na morju, bom plavala, nekaj žge. To je pa bilo pa fajn, da se malo umiri, pa tako drž, da bo cozy. Spomnim, kaj sem zadnje snimala. V glavnem, gledam YouTube, kaj pospravljam. Zdaj greva z matko na kofe, malo ven. Koliko pa samo hančki polepšajo videz, pa malo šminkice. Dragi moji, čaj sem se naredila. Nekaj mi je grl bocka, jedla sem na sladoled, tale Oreo sandvič, ampak ne vem, no, mogoče ga pa res prehit pojedla. Ne vem. Zdaj si pripravljam malco za jutri za službo. Pa tle imam še krompir, ki bi ga jutri jedla za kosilo. V bistvu ga bom skuhala, pa ga bom pa dala v pečico, pa malo sirčka gor in bom naredila pripravo. Se pravi, narezala ga bom, olupla, narezala, dala v vodo v hladilnik. Zato, da jutri, ko prijem, bo šlo ful hitrej, ker bom itak lačna. In ja, prvo se mi ni dal, pa sem napolno, če gledam YouTube, pa lahko še to zraven. Tako da je čist win-win. V glavnem malo tehničnih stvari, se pravi, jaz delam še ponedeljek, torek, potem od srede sem na dopustu, tudi jaz, ampak potem ne vem, mislim plan, da greste v Črnogoro, pa se še v Bosni, ampak nekako bo z internetom, tako da če me slučajno ne bo teden, dva, ne pozabite name, prosim.
Bom se probala čim več javljati preko Instagrama, če me tam ne sediš, ni panike, nočem biti tuna. Follow me on Instagram, ne rabiš, če nočeš, ok? Če slučajno ne bom mogla uploadati, ker to več interneta vzame, ali pa kakorkoli, bom probala se kakšno fotko dati na ta YouTube community post, na skupnost, ne? Če ne pa pač sam tok, da veš, mogoče me teden ali dva ne bo. Ne vem, zato, ker ne vem, kako bo z internetom, no, zato. Tako da ja, to je to. Noči so že hladnejše, tako da se ohlaja. Lepo bodi, drži se. Lahko mi napišeš v komentar, kje si bila na dopustu. Tudi če si bila doma, je tudi to ok. Važno je dopust, da si mal frej. Rada te imam, hvala, da gledaš, res hvala. In se vidimo, ko se vidimo, oziroma ko se zagledamo. Ne pozabite me, rada te imam. Čau.